In prehajamo na 5. točko. Potrditev investicijskega programa IP, gradnja in nabava opreme v zdravstvenem domu Kamnik. Investicijski program je objavljen v gradivu številka 10, dodatno gradivo, amandma predlagatelja programa ste članice in člani sveta prejeli na seji. Predlagatelj župan, poročevalci pa Boris Ravbar, Katja Vegel, Anja Sagadin Bedrač, Lidija Dovgan Žvegla in pa Sašo Rebolj. Izvolite, besedo ima gospa Lidija Dovgan Žvegla, ki je pripravlja tale IP. Hvala za besedo. Pozdravljeni v mojem imenu. Jaz bi vam na kratko predstavila investicijski program. Mi smo se že nedolgo nazaj srečali, ko sem predstavljala DIP, ko je bil v bistvu osnova za investiranje. V tem IP-u smo mogoče nekoliko spremenili investicijo, se pravi, skrajšali smo obdobje investiranja na 2 leti, in sicer na leto 2024 in pa 2025. In pa v gradbenem delu smo v bistvu izločili tiste stvari, za katere mi še nimamo pridobljenega gradbenega dovoljenja, zato ker je na Ministrstvu za zdravstvo, ki sofinancira investicijo, zahtevajo pridobljeno gradbeno dovoljenje pri vlogi. Sama vrednost investicije, mogoče bi se še na to, no, ko smo že pri vrednosti investicije, amandma je bil v bistvu, sprememba je bila čist napaka v eni tabeli, ki je bila v povzetku, v nadaljevanju so v bistvu vse vrednosti pravilne. Govorimo pa o vrednosti investicije, ki je v stalnih cenah z DDV-jem 1.900.000. Gre za investiranje v sklop 1, ki je gradben del, in sicer v bistvu v srednji in južni trakt je projekt narejen in gradbeno dovoljenje pridobljeno, in sicer bodo na ravni mansarde se bodo naredile ambulante za psihiatra in pa za patronažo. S tem pa se bodo sprostile, da se bodo lahko naredile na njihovem dosedanjem mestu družinske ambulante. Poleg tega se bo šlo tudi v investiranje v opremo, in sicer nabavili se bo EKG, ultrazvočni aparat, rentgen, reševalno vozilo, vozilo za patronažno službo, terapevtski zobozdravstveni stoli in pa sterilizator. To smo nekako omejili, se pravi, to obdobje 2024-2025, s tem ne bomo počrpali vseh sredstev, ki jih ima ministrstvo na razpolago za občino Kamnik in pa občino Komenda, ker bomo pa potem v nadaljevanju z naslednjim pripravljenim projektom črpali še lahko v nadaljevanju, ker sredstva, ki so na razpolago, v bistvu niso do porabe skupne, ampak pač do porabe posamezne občine, ki ima. Kakor ste pa videli v samem dokumentu, je na razpolago v bistvu ima občina Kamnik 2.300.000, pa nekaj Komenda pa dobrih 5,5 milijona za počrpati iz ministrstva. Kako se bodo ta sredstva v bistvu sofinancirala? Ministrstvo sofinancira upravičen del stroškov, upravičene so investicije v samo gradnjo, izključen je nadzor, ki je pač strošek same občine oziroma zdravstvenega doma, in pa vsa projektna in druga investicijska dokumentacija. Upravičena je tudi investicija v, se pravi, opremo. Občini Kamnik in občina Komenda imata sklenjen sporazum, kako je njuna delitvena bilanca. Na podlagi tega potem tudi pridemo do zneska, koliko v bistvu upravičenega in pa neupravičenega sofinancira občina Kamnik, koliko občina Komenda in pa kolikšen delež je potem Ministrstvo za zdravje. In če pogledamo po tekočih cenah, financira upravičenega 405.000 občina Kamnik in 315 neupravičenega dela, neupravičenih stroškov, Komenda 113.000 upravičenih in pa 52 neupravičenih, in Ministrstvo za zdravje dober milijon upravičenih in seveda nič neupravičenih.
To je zelo na kratko, sem pa seveda za vsa vprašanja, ki jih imate, z veseljem na razpolago. Hvala. Zdaj, preden odprem razpravo, bi dal besedo še direktorju, gospodu dr. Sašu Rebulju. Izvoli. Ja, mogoče na hitro. Sem pusti. Nevajen javnega nastopanja in mikrofonov. Ja, mogoče samo na hitro, da povzamem. Tle je mogoče pomemben podatek je, da dejansko je tisti del, ki ga ne pokrije Ministrstvo za zdravje, dejansko pokrije zdravstveni dom, sam gre pa formalno seveda preko občine oziroma preko obeh občin, ki sta naša ustanovitelja. Mogoče bi samo na hitro povzel, kaj je v bistvu point teh investicij. Veliko dilem se je takole pojavilo ali pa se je šušljalo, zakaj rabimo v bistvu nove ambulante. To sem prejšnji teden nekako razložil tudi na odboru za zdravstvo. Zdravstveni dom se je v zadnjem času v istih gabaritih močno povečal, v času mojega delovanja, tam se je povečal za cirka 100 ljudi, ne se pravi 121 ljudi na 221, mislim, da se je zdaj že 223 ljudi nastalo v tem času. Odprli smo poleg nadomestili vseh obstoječih ambulant še 4,7 nove družinske ambulante, namesto 2 pediatrov imamo zdaj 5 pediatrov, namesto enega ginekologa imamo 3 ginekologe, namesto enega radiologa. Imamo zdaj 2 radiologa in še tretji se nam obeta. Odprl se je center za krepitev zdravja, tako da v bistvu se je kadrovsko zdravstveno močno okrepil. Tudi če govorimo o področju nujne medicinske pomoči, ko sem prišel v zdravstveni dom, oziroma ko sem prevzel svojo vlogo, je bilo 5 reševalcev pa 2 medicinske sestre, zdaj je 23. Zdaj je postali 23, tako da je prostorsko dejansko nastala stiska in mogoče vtis, ki ga je pustil COVID, ko so se nekako tista 4-urna čakanja pred ambulantah posameznih zdravnikov bila merilo za to, koliko je zdravstveno dom obiskana, to se več ne drži. Zdaj tole praktično ni več primer, da bi ti prišel zjutraj k zdravniku, pa bi v Benih še kar tam sedel. Tako da to je tisto, v bistvu ta bistveni del, ki nam predstavlja prostorsko stisko, investicije, ki smo nekako probamo izkoristiti, zdaj tole so financirane Ministrstva za zdravje, so pa investicije, ki se ne delajo ciljano, niso mišljene ciljano, izključno zato, ker to ministrstvo plača, ampak ki bi jih mi na nek način tako ali pa tako morali izvesti, bi pa to seveda s tem sofinanciranjem bo šlo pač hitreje, ker so vseeno stroški kar izdatni. Se pravi, te gradnje v prihodnjih letih, za kar še nimamo gradbenega dovoljenja, ministrstvo rado postavlja neke take kratke roke in pol pričakuješ ti v nekaj mesecih dobil vso projektno dokumentacijo, vsa dovoljenja in soglasja, kar nažalost ne gre. Je pa še nekaj, imamo še eno podstrešje, to še zadnje neizkoriščeno podstrešje, ki ga bomo poskusili racionalno uporabiti, pa prostori reševalne postaje, predvsem garaž, so ratali strašno natesen, predvsem zato, ker so se izrazito povečala reševalna vozila, mi smo že žagali vrata, pa enostavno ta nova, ki bojo prišla, enostavno ne bo šla več not požagati, pa tudi nimamo več kaj, ker so pač prenizki stropi. Tako da to, zdaj, kar se tiče ultrazvok, ki je ena od teh večjih postavk iz tega prvega vala, kot sem omenil, imamo dva zdravnika radiologov, včasih smo imeli enega, oba dva na enem ultrazvoku, ne morata delati, dela še ena pogodbenica zraven, tako da so praktično 3 specialisti radiologi na en ultrazvok, tako da tega obstoječega bi ohranili. Nabavil bi se pa še en sodobnejši, ki bi bil tudi bolj primeren za razpoznavanje rakastih tvor, pa neko elastografijo ima, to verjetno vam ne pomeni veliko, ampak lastnosti tkiv in se da bolj ocenita neko tkivo, bolj sumljivo za neko rakavo bolezen ali je manj sumljivo, ima veliko boljši bi imel ta Doppler, to je neka preiskava, ki se da ugotavljati prekrvito posameznega dela, se pravi preiskava ožilja, ožilje niso samo ožilje je tudi ožiljenje tumorjev in podobnih stvari, tako da mogoče se predstava. Zdaj ostale stvari so pa stvari, ki se bo enostavno iztrošile. Zobozdravstveni stoli so nekaj, ki se jih pač periodično menja, zato da so nekako, da so delujoči in nekako na nivoju. Patronažna vozila so ravno tako vozila, ki se iztrošijo, reševalna vozila so ravno tako. Zdaj, lani smo se vključili v to dispečersko službo zdravstva, to je sicer na nek način super, je pa to preneslo tudi kar dobršen del več intervencij, ki jih je bilo, in to se je cirka povečalo pri reševalnih vozilih za cirka 30%, s tem tudi kilometri in seveda s tem tudi iztrošenost reševalnih vozil.
Tako da reševalna vozila, kjer se cene opremljenega urgentnega reševalnega vozila gibljajo že tam cirka 200, blizu 200 tisoč evrov, bi bil ta prispevek ministrstva bo kar dobrodošel. Zdaj v zdajšnjem bi rabili enega, verjetno bomo kmalu rabili, tudi še enega je tudi nekako predviden. Tako da v grobem je nekako to, sterilizator je izrazito star, mislim, da ima 17 let, tako da tlele mislim, da ni nobene dileme. Ostale stvari za prihodnost bojo mogoče bolj aktualne pol v prihodnih letih, to, kot sem rekel, ureditev reševalne postaje, predvsem garažnega dela. Če bi se dal Center za krepitev zdravja, ki zdaj zaseda kar en delček hodnika, da bi se dal tam narediti kakšne ambulantne prostore in njih v manj aktualni del, to pomeni v prostor brez dvigala preseliti, tako kot imamo zdaj nekak plan poriniti patronažo v del, ki za pacijente ni aktualen, zato da bi pacijenti v tem srednjem delu lahko dostopali. Tako da to je v bistvu point. Občine, zdravstveni dom ni nikoli do zdaj bremenil v resnici občine razen posredno, tako kakor pri tem projektu mi se trudimo tudi, da bi naprej bilo tega čim manj. Je pa fajn, da veste, kaj se podpisuje. Najlepše hvala, gospod direktor. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo, oziroma prehajamo na amandmaje. Amandma predlagatelja programa bo predstavila Lidija Dogan Žvegla. Izvolite. Se pravi, to je bila ta sprememba, ki je bila popravku v bistvu ene tabele, ki je čisto napačno se noter prelepila, kar sem opazila šele pred kratkim in smo jo spremenili, se pravi, v bistvu samo ena tabela je bila zamenjena. Torej, amandma vsebuje to tabelo, ki je bila priloga in vam je bila posredovana. Želi o amandmaju kdo razpravljati, svetniške skupine, svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Občinski svet občine Kamnik sprejme amandma k točki potrditev investicijskega programa IP gradnja in nabava opreme v zdravstvenem domu Kamnik, ki se glasi: v investicijskem programu IP gradnja in nabava opreme v zdravstvenem domu Kamnik se v podpoglavju 3.4 prikaz ocene vrednosti ter predvidena finančna konstrukcija tabela 3-2 zamenja s tabelo kot sledi. Tabela 3-2, vrednost investicij v tekočih cenah po letih, ločen prikaz DDV in ta tabela, ki vam je bila dana. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je amandma sprejet in prihajamo še na glasovanje o sklepu, torej o investicijskem programu v celoti. Predlagan je naslednji sklep: občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program IP gradnja in nabava opreme v zdravstvenem domu Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo vseh 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. Hvala za predstavitev in pa za predvideno investicijo in pa dobro delovanje. Hvala.